bil sem mlad, poban, hudo hitro sem začel risati, pa brati. Seveda, jaz sem začel risati, moja mater to seveda ni opazila, ko ona je imela svoje fiks ideje, ker sem hudo hitro začel v šoli že v nižjih letnikih dobivati nagrade za risanje, ne, kazam nagrado grada Zagreba, republiško nagrado ali kaj takega. Recimo človek, kateremu ne bom nikoli niti do nožnega palca, to je Nikola Tesla, on je rekel, da se v glavi vidi. Elektromotor, kako kaj delalo, ovo, ne. Jaz nisem tako pameten, ampak takele vizualiziram si te zgodne zadeve, ne. In to je bil razlog, zakaj me privlačite risanje po fotografijah. Dolga desetletja sem bil fotograf in se še upadam s profesionalno fotografijo. V mestnem času so se razvijale tele fotografske tehnike in to. In imam kar precej take opreme, katera je bila silno draga in silno vredna. Ker ko sem se jaz zanimal za fotografijo, dok so drugi hiše gradili, jaz sem kupoval opremo. Pole pa oprema ni več bila nič vredna, seveda, ker smo prešaltali na digitalno, potem sem pa moral kupiti še hišo. V teh karikaturah sem vedno skušal pravzaprav ali ukazati na neko negativnost, jo osmešiti jo, ampak ne ono, da bi zagriženo, to vam ne velja, ampak takole narediš prijazno smešno, ne. Drugo so pa časopisi. V časopisih imate dve vrste karikatur, vsakodnevno in politično. Obstaja še tretja vrsta, to je športna karikatura, recimo narisati Dončića, narisati Dragića, narisati tega, ne, in to vam bo garantirano vsako športno uredništvo objavilo. Edino mene šport sploh ne zanima, moram priznati, ne. Bi vas pa nekaj lepo prosil, če ko rišete portretno karikaturo, če ima nekdo velik nos, prosim lepo, nemojte mu ga narisati še večjega, ker ta človek je i tak globoko nesrečen celo življenje zaradi tega, ne. Nekako imam občutek, da sem pravzaprav pri vseh teh figurah, ki jih rišem, se že zverziral. Ampak ugotovil sem, da imam talent za to, da ne žive reči počlovečim. Čisto eno je to konzerva ali kaj takega, ali da živalim dajam človeške lastnosti. Recimo zato v karikaturah veliko moja koža nastopa, ne, ker včasih pove nekaj, kar si ljudi mislijo, ali malo doda popra, ali kaj takega, tako da je to to. Včasih, ko začnem risati, se ustavim, pa imam tekst gotov in to, ampak ta čas, dok v računalniku menjam barve, velikokrat spremenim tekst, kakšno besedo izvagam, da je bolj prijazna, bolj duhovita ali kaj takega, ne. Prav začelo se z najtežjim. Mislim, vsa vprašanja so lahko, odgovor je težek, ne. To je tudi največji problem pri idejah. Ni problem narisati, saj to hitro narediš. Ni problem dodati neke skrite zadevce na karikaturo, ker to potem, ko dobiš idejo. In enostavno, včasih sem živčen, moram si pa takoj zapisati, če mi kaj klikne in imam nekaj notesov, zaradi tega, ker kasneje pozabim. Zdaj, ko imaš idejo, pa ni problem. Medtem tu treba pa paziti, ne. Ne sme človek jeti na prvo žogo, bom ga pa. Ne. Lepo, kulturno, kritiziraš pojav, paziš, da ne žališ ljudi. Bil sem januarja imel eno razstavo na Sevniškem gradu in ljudi so šli gledati karikature. In to je bilo čudovito, ker si zdaj iz te dvorane, zdaj z unega konca je to slišal prisrčen smeh. Tudi se ljudi od srca nasmejali.
To mi je največja nagrada in največje zadovoljstvo. Kaj? Mene?